Živijo, zdravo, glodate rdečo peso. Torej, mineva že leto dni, v bistvu, odkar se je novi koronavirus pričel nekontrolirano širiti po svetu in spremenil v svetovno pandemijo. In po relativno uspešnem prestanem prvem valu, ko je okrog 70% ljudi v Sloveniji delalo od doma, zapamete si to, je slika v zadnjih mesecih veliko mračnejša in v bistvu zelo žalostna. Po podatkih SURS je število umrlih v oktobru 2020 za 26,8% višje kot v oktobru 2019. Iz sledilnika COVID pa izvemo tudi, recimo, da je v 48. tednu leta 2020, to je bilo med 23. in 30. novembrom, umrlo skupno 755 ljudi, kar je kar 94% nad slovenskim petletnim povprečjem. To je osupljivo in grozno in na trenutke se res zdi, da razen žalujočih bližnjih temu sploh nihče ne posveča pozornosti. Zdaj vlada ukrepe spreminja vsakih nekaj dni, obenem pa ohranja tiste najbolj represivne, policijsko uro in prepoved gibanja, ki jih imamo v bistvu v veljavi že skoraj 100 dni. Obenem se tudi zdi, da ta represiven pristop, da je pač med ljudmi izgubil vsakršno verodostojnost. Definitivno pa tudi ne pomaga ta Kacotova dnevna folklora obtoževanja raznih namišljenih zabavljačev, Kolin, Martinovan, ki pač ne vem, kje jih on vidi, mi jih ne, na teh vsakodnevnih novinarskih konferencah. No, ampak vseeno, današnja oddaja ne bo še ena v nizu oddaj o jamranju čez ukrepe in iskanju krivcev in koga zaničevati. Ampak tudi v bistvu se ne bomo ukvarjali niti s tem največjim protislovjem, ki je, da moramo biti doma, ampak istočasno moramo biti tudi v službi. To mogoče kdaj drugič. Danes se bomo v bistvu posvetili izjemnemu dosežku človeštva in znanosti, bliskovito razviti arcniji, cepivu, oziroma bolje rečeno cepivom, ker jih je kar nekaj. Tako kot v preteklosti, tudi danes cepiva burijo duhove, polarizirajo družbo, obenem pa v bistvu pomenijo nek najrealnejši izhod iz trenutne epidemije, ker se zdi, da so vsi drugi pristopi, vsaj definitivno v Evropi, popolnoma pogoreli. Z nami je Luka Stegne, študent s farmacije in član znanstvene redakcije na Radiu Študent, ki skupaj s kolegi že eno leto res obširno poroča o pandemiji, nas razsvetljuje in nam razširja obzorja. Luka, dobrodošel. Hvala, da si se odzval našemu vabilu. Skratka, ja, greva kar na prvo vprašanje. To mislim, da se v bistvu poraja večini ljudi trenutno in to je, kaj vemo o trenutno aktualnih cepivih, kako varna so in kako učinkovita so. Ja, zdaj najpomembnejše, kar je treba vedeti o vseh teh cepivih, ki so prišla že nekako med nas, no. Regulatorji so odobrili jih za uporabo, sicer še ni bilo do konca mogoče pregledana vsa dokumentacija, ampak glede na to, kar je bilo že in predano, lahko pač utemeljeno rečemo, da so učinkovita in da so tudi varna. Zdaj, kaj to pomeni, ne? Na primeru večine cepiv, recimo Pfizer pa Moderna, pomeni učinkovitost cepiva ravno to, da prepreči neke hujše oblike bolezni. Ni nujno, da prepreči tudi širjenje, oziroma da ko nekoč si cepljen, da tudi potem prenos prepreči na druge ljudi. Tega se niso vsi odločili tekom kliničnih študij preveriti, ampak recimo cepivo od AstraZenece, torej med kliničnim raziskavam so tudi se to vprašali, so probali odgovoriti tudi na to vprašanje, ampak vsekakor večina cepiv zelo dobro dosega tiste visoke procente, kar smo slišali nad 90, da prepreči neke najhujše oblike bolezni, torej tudi če pridemo v stik z virusom, potem prebolimo še samo v blažji obliki COVID-19, torej bolezen, ki jo virus povzroča. Se pravi, to v bistvu pomeni, da tudi če pač ima neko cepivo, ne vem, samo 90% učinkovitost, je še zmeraj boljše, da se s tem cepiš,
kakor da pač sploh se ne bi. Ja, tako. Recimo tudi Sinovacovo cepivo, torej kitajsko cepivo, ki se preizkuša mislim, da v Turčiji pa v Braziliji, je sicer v Braziliji pokazal učinkovitost nekje okoli 50%, ampak mislim, da to govorijo prav o problemu tega, da prepreči tudi širjenje, če smo že cepljeni. V bistvu glavna poanta je pa, da prepreči torej najhujše poteke bolezni in je cepivo torej v vsakem primeru učinkovito, torej da prepreči neke smrti, torej hospitalizacije, kar je navsezadnje tudi nasploh vloga cepiv, da preprečijo bolezni, proti katerim se cepimo. Ok, prej si omenil, da je bilo tudi pač razlika, oziroma da so se pač zagotovile finance. Kako pa je bil financiran razvoj cepiva? In v bistvu tudi zanima me, kako se v splošnem financira razvoj cepiv. Zdaj, če cepivo ne ločimo najprej od ostalih zdravil, približno razvoj nekega zdravila terja neko milijardo, za nekatere nove učinkovine, recimo biološke, protirakave, je ta strošek celo malo večji, dosega tudi 2,5 milijardi. In ponavadi se v bistvu mora vsako podjetje samo nekako premisliti, katera marketinška poteza jim bo potem povrnila to investicijo, in so v bistvu podvrženi nekim načelom konkurence, kot to pač pričakujemo od vsakega izuma. Terja torej nek vložek, ki je sicer ponavadi dosti recimo za razvoj nekega, telefona, neke elektronske naprave, ampak tokrat ni bil seveda problem, pač kot vemo, je veliko igralcev pristopilo zraven, tako zasebnikov, nekih držav, nekih meddržavnih povezav, ki so želele v bistvu pač, da se ta podjetja, te inovatorje nekako spodbudi, da čim prej preidejo v te naslednje, poznejše faze razvoja. Zdaj, seveda večje firme, tiste, ki so izkazale potencial, da to lahko res hitro naredijo, so tega denarja dobile nekaj več, oziroma lahko bi rekli te subvencije v resnici. Imamo potem pa tudi, kot vemo, je nekih 200-300 cepiv bilo vedno v razvoju, imamo potem tudi neke manjše igralce, ki so recimo probali razviti tehnologijo, ampak so lahko recimo sami brez pomoči zunanje se ukvarjali samo recimo s prvo ali pa predklinično fazo, kjer je treba zelo malo prostovoljcev, zato ker vseeno je to logistično in finančno kar velik zalogaj za kogarkoli, ki bi se tega lotil, ampak stroški recimo naraščajo tekom razvoja. V tisti zadnji fazi, kjer imaš res 10.000 prostovoljcev, je to res cela logistika. Torej ta denar je prihajajo z različnih polov, nekatere države so strateško seveda tudi pomagale prav svojim podjetjem, to je recimo zgodba Pfizerja, pa Moderne v Združenih državah Amerike. Seveda se je pa denar razporejal tudi pač iz drugih zainteresiranih držav. Tudi Kitajska je veliko vlagala, gradila tudi različne tele proizvodne obrate za cepiva, tudi doma in v svojih kako bi rekli, na okoliških satelitskih državah. Ampak to je bilo recimo pričakovano. Vsakdo, ki bi cepivo lahko načeloma izdelal, ga bo tudi vsaj v začetnih fazah prodal. Zato se splača to razproizvodnjo tudi recimo povečati. Ampak zakaj se pač proizvaja zdaj take male količine cepiva? Mislim, se vem, da so po eni strani so velike, ker jih je treba ful naenkrat izdelati. Sam meni se zdi, da trenutno zgleda, da bo trajal tako neki let, da bomo vsi cepljeni, ne vem, že samo v Sloveniji. In tudi se sprašujem, pač, a ni dosti nekih laboratorijev in teh učinkovin za cepivo na svetu, da bi pač lahko proizvedlo ogromne količine. Recimo, zakaj ne bi zdaj Kemijski inštitut pač bil angažiran s strani države, da proizvaja Pfizerjevo cepivo ali pa cepivo Moderne? No, če grem mogoče najprej na globalno raven, gre za to, da takšno pandemijo, kot smo jo zdaj doživeli, v bistvu v preteklosti je ni bilo. Pač tu mislim predvsem lastnost, da se virus zelo hitro širi in sicer zaradi slabe, recimo meddržavne koordinacije in tako naprej, slabih ukrepov se je tudi zelo razširil v nekem absolutnem smislu, torej število obolelih.
je zelo, zelo visoko. Tako da rabimo zelo na hitro, zelo veliko količino cepiva, kar mogoče, če pomislimo, nismo nikoli v bistvu rabili biti pripravljeni. Večina cepiv, ki zdaj obstajajo, so tako, da si tekom neke sheme v otroštvu cepljen in ne rabimo pa zdaj naenkrat v enem letu zdaj precepiti za neko stvar, ne vem, 7 milijard ljudi. Tako da nismo bili pripravljeni tudi iz tega razloga, zato ker, ne vem, recimo tudi gripa, cepivo za gripe, ko se vsako leto načeloma prilagodi, zahteva, ne vem, kvečem nekaj 100 milijonov odmerkov, kar je še vedno ne dosega niti približno tistih 14 milijard, če vzamem recimo, da večina cepiv zahteva cepiv proti COVID-u zahteva 2 odmerka, še ne dotaknemo se te številke. Zdaj pa, če mogoče grem na Kemijski inštitut, mimo grede, ki razvija tudi svoje cepivo, laboratoriji, kot so na Kemijskem inštitutu, ni nujno, da lahko pokrijejo celoten segment proizvodnje, ki proizvodna cepiva vseeno zahteva več korakov, to je ali sinteza, ali prečiščevanje, ali pa nasploh zelo težavno obvladovanje nekih učinkovin, nekih formulacij farmacevtskih, ker na koncu dobimo nek zelo sterilen, ali pa, kako ne rečemo, enovit izdelek, ki je mogoče proizvodna dosti kompleksna. Recimo Kemijski inštitut načeloma, čeprav je kar velik inštitut, nima zdaj verjetno neke proizvodne hale, kjer bi lahko pa zdaj ogromne količine tega proizvajal. Ampak seveda je to samo ena od težav, druga je seveda, da je treba zagotoviti zelo visoko sterilne pogoje proizvodnje, kolikor vem, 3. stopnje za večino od teh cepiv in recimo Kemijski inštitut nima takšnega oddelka, takšnega prostora, kar zahteva seveda tudi recimo izobraževanje kadra, kako ravnati v takem okolju. To bi vzelo dosti časa, dosti strošek bi bil. Potem je pa še seveda tukaj so vsa načela dobre proizvodne prakse, dobre laboratorijske prakse, ki jo je treba recimo najprej dokazati, preden lahko ti sploh, preden bo sploh recimo EMA oziroma Evropska agencija za zdravila ti dala zeleno luč, to je potem bi bilo treba verjetno dokazovati še dodatno. Ampak se pravi, to pomeni, da v bistvu imajo ta velika podjetja, ki bojo zdaj to proizvajala in v bistvu tudi ful dobro zaslužila nek monopol, ne samo na tem, da so dejansko sposobna pridobiti finance, da to proizvedejo, ampak tudi nad tem know-howom, znanjem, znanstveniki ljudmi, ki bi bili sposobni pol dejansko to proizvajati, ali kaj? Ja, in to je en od večjih problemov, ki tle nastopi, ko govorimo o proizvodnji samega cepiva. Večina znanja je koncentriranega v nekih teh večjih podjetij, ki se sploh ukvarjajo z razvojem cepiv. Ti imaš lahko tudi velika podjetja, ki jih recimo cepiva sploh ne zanimajo, ali pa nek segment raziskav v farmaciji, neke zdravilne učinkovine sploh niso v nekem njihovem portfoliju. In potem se res ravno to lahko zgodi, da v bistvu razvoj narekuje ravno neka konkurenca med nekimi parimi marketinškimi oddelki teh velikih podjetij, ki morajo nekako upravičiti, pa v bistvu celo zagotoviti čim višji dobiček, ne samo visokega, ampak čim višjega. In samo tisti, ki vejo, da se jim lotevanje tega bi splačalo v tako kratkem času, da res lahko zagotovijo neko cepivo, samo tisti potem zares dajo ta vložek noter. In s tem, ko tekmujejo, seveda se morajo oklepati neke zaščite, morajo svoje tehnologije probati čim bolje zavarovati in potem se zgodi to, da če je napredek že narejen, hkrati prenese veliko intelektualne lastnine, torej inovacij, ki bojo potem zaščitene in neko prednost, torej konkurenčno, ki pomeni tudi 20-letno zaščito na določene recimo sintezne korake, ko pogledamo, torej to kompleksno proizvodno, lahko oni zaščitijo marsikaj.
In zato se recimo razlika med njimi in nekom, ki se ne bo ukvarjal s tem cepivom, zelo še poveča. S tem pa tudi recimo med generiki in pa inovatorji, ki so sicer zelo ločeni segmenti proizvodnje, ampak pomenijo pa ravno to, da recimo neke te bogate države, torej bogata podjetja, velika podjetja, ki že imajo možnost, da ta vložek naredijo, da v bistvu si prednost nekako še povečajo. Ja. No, ampak tako drug problem, zelo velik, ki ga pa pač lahko zdaj zaznamo, je pa to, da recimo po anketi objavljeni na COVID sledilniku se polovica vprašanih v Sloveniji ne namerava cepiti. To je bilo, mislim, da v decembru. Videla sem, da se je sicer ta odstotek dejansko zmanjšal od, mislim, da ne vem, anketa, ki je bila recimo v septembru, spravi par mesecev prej. Ampak vseeno se mi zdi ta odstotek nizek, tudi glede na to, da načeloma, kakor razumem, rabimo precepiti, mislim, vsaj 60% prebivalstva cepiti, da lahko rečemo, da smo približno precepljeni. Zakaj misliš, da je tako? Zakaj se 50% ljudi ne namerava cepiti v Sloveniji? Jaz mislim, da razlogov je v resnici lahko kar nekaj, in pač potem v bistvu njihova neka skupna kolektivna moč nad nami nekako pol privede do teh 60% ljudi, ki se recimo, mislim, da ne, številka nekje približno 40, da so skeptični ali pa da se cepili sploh ne bi. Gre za to, da je zelo, zelo malo časa minilo od začetka epidemije na nek način. Se mi zdi, da ljudje res hočejo imeti zagotovljeno, hočejo imeti dostop do nekih informacij, ki jim bojo dale vedeti, da je to cepivo zares tudi varno in učinkovito. Tukaj se tudi pokaže to, da pač v bistvu industrija je tista, ki samo proizvede zdravilo, potem pa v bistvu je še veliko dela treba narediti tudi v sami družbi, med ljudmi, ki bojo to cepivo prejeli. Ker jaz ne bi takoj šel, ne pa rekel, da so ljudje kar anti-vaxxerji, pač nekateri so sigurno takšni, da bojo cepivo res tudi kljub prepričevanjem zelo težko sprejeli. Ampak je pa veliko takih ljudi, ki jih pa vseeno mogoče skrbijo stvari, ki so čisto legitimen strah. In pokazalo se je, da jim teh odgovorov nihče mogoče niti ne želi zdaj predočiti, oziroma ni neke strategije, ki bi lahko rekli, da zelo učinkovito predstavi recimo državljanom in državljankam, kaj so različne, kako je to v bistvu kompleksen proces, zakaj deluje, zakaj bi moral načeloma biti uspešen, dati neko cepivo, ki je dobro, kvalitetno, varno in učinkovito. In tukaj v bistvu potem je nekako v bistvu skoraj ta vloga padla na medije, tudi na nas, ki se ukvarjamo z novinarstvom, da pač probamo ta vprašanja razjasniti, ki niso toliko v bistvu enostavna mogoče, ampak se jih da predstaviti na tak način, da vsakdo razume, zakaj je to, zakaj je neka informacija kvalitetna o samem cepivu, zakaj lahko zaupamo. In na tem bi mogli več delati, več kot pa na recimo, kot si že prej omenila, neki tej represiji, ki je ves čas, kako se ne znamo obnašati, ampak načeloma ne smo upravičeni do neke razlage. Ja, meni se tudi zdi, da recimo tako zelo se pač strani države, ki pol pač v bistvu zelo takim represivnim pristopom ali pa v bistvu takim zaničevalnim pristopom do pač ljudi, ki se jim čisto legitimno se nam porajajo vprašanja, pristopa brez da bi, hotla naglasiti recimo pač vprašanje tega ali pa dejstvo tega, da pač ta ista farmacevtska podjetja, ki so pač zdaj proizvedla ta cepiva in jih proizvajajo in jih dajo na trg, jim moramo zdaj po eni strani vsi ploskati in biti ful veseli, ne pogovarjamo se pa pač vseh nekih zelo znanih goljufijah, ki so se jih pač lotili v preteklosti. Recimo Pfizer je bil, vem, da pač del neke dost velike goljufije, za katero je mogel pol na koncu v ZDA plačati tako $1 milijardo ali 1,3 milijarde dolarjev, kakor neke odškodnine oziroma kazni. To so pač razne mahinacije z napačnim označevanjem zdravil, z
ne vem, prodajanjem nekega zdravila, kakor da je primeren tudi za mladoletne, čeprav je bil v bistvu testiran sam na odraslih itd. In ja, pač to se delamo, kakor da tega ni, oziroma pač se država s tem ne ukvarja, obenem pa tudi se mi zdi, da pač ljudje nekako prepoznavajo, da pač je nekaj čudno, ne? Zakaj tle ena podjetja tako mastno služijo s tem, da pač kao nas zdravijo, mislim, sej nas dejansko, ne, s cepivi, ampak pač zdi se tako malo neokusno, malo čudno, no? Ne vem, jaz mislim, da iz tega to izhaja in kakor praviš, se mi zdi ful pomemben, da se pač naglasi, ne, ta vprašanja, ne pa da se pač ljudi zmerja s tem, da, ne vem, niso dovolj razsvetljeni. Jaz bi ravno, mogoče to rekel, ne, pač podjetja in njihove skrivnosti, kakorkoli, no, ki pač jih proizvedejo tekom raziskav in razvoja, ostanejo nekje, ne, vedno zaprte pred očmi širše javnosti. Z tega se ustvarja mogoče neka taka klima, ne, da pač ta podjetja niti ne znajo, oziroma da so zelo oddaljena, ne, pač zdravje je še vedno neka zelo eksistencialna kategorija, mogoče je med največjimi celo. In želeli bi si transparentnost, sigurno, ne, želeli bi si razlago, zakaj so nekatere stvari dobre, ne, dokaze, ne šele potem, ko pride do dvoma, ampak ves čas sproti, verjetno, ne, kar se le da, čim večja informiranost bi bila tukaj seveda ključna, se mi zdi. Demokratizacija teh procesov. Ja, demokratizacija teh procesov, recimo, da so določene informacije lahko na voljo, ko jih nekdo potrebuje, ne šele kot reakcija, ampak kot neko sodelovanje med družbo, ki neke potrebe ima, in pa temi podjetji, no. In mislim, tukaj je mogoče res pomembno izpostaviti, da recimo antibiotikov in določenih zelo pomembnih zdravilnih, no, teh vrst zdravil oziroma združin zdravil, enostavno se jih ne raziskuje, ne, čeprav vemo, da se bo število umrlih zelo povečevalo skozi leta, ravno zaradi bolnišničnih okužb in te množične rezistence. In tu v bistvu pridemo do problema, da podjetja proizvajajo neke učinkovine tudi, ne, ki so bolj zanimive res samo s stališča profita, ker vejo, da bojo lahko jih dlje časa prodajali. To so predvsem kakšne kronične terapije za podaljševanje življenja, no, temu bi lahko tako rekli, pač zdravimo visok krvni tlak, zdravimo različne oblike raka, različno tudi diabetes ali pa no, tako. Ne fokusiramo se pa res na nekatere stvari, ki bi jih želeli potrebovali, tudi nekatere redke bolezni, nekatere otroške bolezni, ki zares tudi rešijo življenja, ne. Vemo tudi, na primer, da prihaja veliko novih terapij na trg, ne, ki jih še nismo poznali, recimo kakšne celične ali pa genske terapije. To je nekaj, kar se recimo meni zdi, da je treba družbo vnaprej pripraviti, kaj pomenijo, ne. Saj o tem se že pogovarjamo, se mi zdi leta in leta, ampak nikoli ni neke strategije tako centralizirane, ne, da bi dejansko lahko dobili kvalitetne informacije nekje, kjer veš, da se lahko na to osebo obrneš, ne. Hvala ti, Luka, da si se odzval našemu vabilu in nas razsvetlil. Za kratek odgovor na naše inicialno vprašanje, kaj je zares narobe s cepljenjem, smo pa vprašali tudi filozofa, ki se ukvarja z javnim zdravjem, Anžeta Dolinarja. Mislim, da ko govorimo o cepljenju, moramo zadevo pogledati vsaj iz dveh vidikov. En je ekonomski, ta drug pa ekonomskemu sledi in je ideološki. Z ekonomskega vidika nekako vsi vemo, ne, da gre za 1000 milijardno farmacevtsko industrijo, ki se do nedavnega s cepivi praktično ni ukvarjala, služili so z zdravili, cepiva pa antibiotiki pa niso nekaj, kar bi blazno razvijali, to se je pač zdaj spremenilo. Tiste firme, ki so se ukvarjale zgolj z razvojem cepiv, so bile v resnici v zadnje pol stoletja že pokupljene strani teh večjih farmacevtskih gigantov in prišlo je do pač tega klasičnega procesa koncentracije in centralizacije kapitala, kar pomeni, da so v resnici vložki na tem področju ogromni, da jih privatni kapital niti noče
sprejemati teh tveganj, zato pač pogosto financira stvari država. Tako je bilo tudi zdaj. Države so financirale razvoj in raziskave za COVID cepiva in države bojo ta cepiva tudi kupila. Vmes se je pač, glede na to, da so pač financirali svoje lastne kapitaliste, pogosto je prišlo pač do mednarodne konkurence. En spremljajoč pojav te konkurence je bilo tudi razno medijsko blatenje konkurenčnih produktov, zavajanja in tako naprej. Vse tako sem jaz nekako to dojel in mislim, da posledica tega je bilo pač povečanje negotovosti ljudi in nezaupanja tudi v cepiva. Zdaj še ena stvar, ki bi omenil, so pravice do intelektualne lastnine in patentov. Lansko leto je namreč na svetu TRIPS prišlo do predloga, da bi te pravice v primeru COVID cepiv suspendirali, kar bi omogočilo, da se ta cepiva producirajo in razdelijo tudi prebivalstvo na globalni periferiji, kar bi bilo edino pošteno. No, ta predlog je bil zavrnjen strani ZDA, Evrope in Velike Britanije. Skratka, pač pod črto imamo klejene ogromne javne finančne vložke, imamo ogromne pač javnofinančne izdatke, kar se tiče nakupa teh cepiv, vmes imamo pa neko privatno prisvajanje profitov. Tako, če grem zdaj na ta ideološki del, mislim, da je to tudi povezan s problematiko cepljenja in sicer mislim, da je ta problem povezan s tem, kar se je z zdravstvenimi sistemi dogajalo v zadnjih 30-40 letih. Torej, da je v njih udrla tržna logika individualizma, logika menedžmenta, logika odnosa kupec, prodajalec med zdravnikom in pacientom, neka vrsta potrošniških vzorcev in pač tudi med tem tudi neka individualizacija tveganj v smislu, da je človek pač zdaj sam odgovoren za svoje zdravje, da mora se ukvarjati s športom, mora zdravo jesti in če bo zbolel, bo kriv sam. Neki objektivni dejavniki, kot so družbene neenakosti, revščina, okolje, stanovanjski pogoj in tako naprej, niso več relevantni. In to je ta družba, v kateri živimo, in zdaj v tej družbi od posameznika pričakovati, da bo pa sprejel neko kolektivno stvar in rešitev, ki je v nasprotju z vsemi vrednotami, v katere je bil indoktriniran, je mogoče tudi malo utopično, in tudi z tega vidika lahko razumemo skepso do cepiv. Še ena stvar, ki bi omenil, je pa vloga znanosti. Zdaj, jaz mislim, da je znanost že davno vstopila v proces produkcije, da je produktivna sila, da ne moramo govoriti o neki absolutni ali pa popolni avtonomiji znanosti. Mislim, da je pač izum postal nek organiziran kapitalistični posel in s tem nimam težav, imam pa težave s tem, ko namesto, da bi kritizirali cilje, kritiziramo samo metodo znanstveno. Mislim, da je to napaka, ki jo pogosto počnejo. Nimam pa težav s kritiko ciljev. Mislim, da 90% vseh raziskav v medicini se osredotoča na 10% vseh bolezni, kar je pokazatelj tega, da je znanost v funkciji ekonomije in meščanske politike. Tako, kaj so rešitve? Javno lastništvo farmacevtskih podjetij, deljenje podatkov glede raziskav in razvoja, odprava pravic do intelektualne lastnine, produkcija in distribucija teh cepiv in tudi zdravil v skladu s potrebami. Predvsem pa to, da tržno logiko tako na ravni izvajanja, kot tudi na ravni financiranja popolnoma izločimo iz zdravstvenih sistemov. Tako da, dajte se cepiti, ko bo možno. Pa ne zato, ker zaupate farmacevtskim podjetjem ali pa ker bi mislili, da ful altruistično skrbijo za naše zdravje. Sam jasno je, da je veliko bolj produktivno, kot da se organiziramo proti cepljenju. To, da se precepljeni organiziramo za podružbanje farmacevtskih podjetij, za enakopraven dostop do zdravil za cel svet in da skrb za zdravje naše družbe vzamemo iz rok kapitala. Do naslednjič pa jejte, pijte, glodajte rdečo peso.